Društvo upokojencev Slovenska Bistrica je ob dnevu starejših in ob 75. obletnici delovanja društva v sredo pripravilo dan odprtih vrat. Na Trgu Svobode pred knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so predstavili sekcije in komisije društva. Imamo 12 sekcij in še tudi komisije. Osnovne so področje kulture, športa, potem tudi fotografiranje in podobno. Pohodniki gredo danes na pohod. Povabili smo tudi druge ljudi, da se bodo tega pohoda udeležili. Vse tiste, ki imajo rekreacijo, bodo odzadaj za knjižnico imeli tudi vaje iz rekreacije. Predstavili so se sekcija za pecivo in kuhanje. Ter predstavili smo vse informativne stvari, ki jih izvajamo. To pomeni različne informacije za določene komisije, za določene dejavnosti. Posebej izpostavljamo to dejavnost, ki smo jo na novo letos upeljali, to je pomoč starejšim in je zelo aktivna skupina ter tudi aktivne ljudi imamo, ki na tem področju delajo. Mi dosti dela posvečamo sedaj predvsem prostovoljstvu, potem pa tistim ljudem, ki potrebujejo socialno-zdravstveno pomoč in jih tudi obiskujejo naši poverjeniki, 12 poverjenikov imamo, ki redno to tudi delajo, in pa člani komisij, ki hodijo po terenu in pomagajo vsem, ki so pomoči potrebni. Današnji dogodek pa je šele začetek praznovanja obletnice vašega društva. Tako, to je začetek, kajti druga aktivna stvar je srečanje, medgeneracijsko srečanje v krajevni skupnosti Impol. Tu je veliko naših članov in tu bomo za osnovno šolo Pohorski Odred, predvsem s krajani iz Tirgota, glasbeno šolo Jamnik in ostalimi pripravili tudi to srečanje 20. oktobra popoldan ob 17. uri in pa srečanje po srečanju, bi temu rekli, ali pogostitev. Naprej bomo 26. to je isti teden v soboto, bomo pa pripravili oziroma obnovili pohod po Vošnjakovi poti, na katerem bodo sodelovali tudi naši člani, planinci, člani, ki jih zanima kultura, ter glavna osrednja prireditev pa bo 7. novembra, to je v petek, ki bo v gradu. Ta osrednja prireditev bo pa zajemala najprej predstavitve kulturnega programa, govore naših predstavnikov oziroma predsednice Zveze društev upokojencev Slovenije, župan nam bo spregovoril in pa ostali gostje, ki bodo na prireditvi. Potem bomo takrat izdali tudi jubilejni zbornik ob 75 in 50-letnici ter pripravili razstavo, ki ima enako vsebino, kot je ta osnova. Danes torej iz vseh osnov nastaja kvaliteta in mislim, da ta kvaliteta v tem trenutku tudi je, kajti vsi starejši ljudje želijo, da niso pozabljeni, da so aktivni, da delajo tako, kot si od njih pričakuje, kajti to je tisto, kar sem danes poudarjala. Mi smo preteklost, sedanjost in prihodnost.